Čas za veliko slavje tako v Murski Soboti kot v Radomljah. Nogometašice Murenona so na derbiju z Olimpijo visoko zmagale in matematično osvojile nov naslov državnih prvakinj. Če črno-bele prevladujejo pri članicah, so v zadnjih sezonah Radomljanke glavne pri kadetinjah. Prišle so do 3. naslova državnih prvakinj v zadnjih 4 sezonah. Ljubljana po prvenstveni zmagi napada drugo mesto, igralke iz prestolnice še nikoli niso bile tako visoko. Le točko manj imajo od Olimpije. Oddajo bomo začeli na Primorskem, natančneje v Vipavski dolini. Poseben dan za poseben obračun. Mestni derbiji so tekme za ločeno poglavje v sklopu sezone. V Ajdovščini so šli še korak dlje. Nemestnega imeli so kar klubski derbi. V tekmovanju na medobčinski ravni na področju Nove Gorice v starostni kategoriji U11 je potekal dvoboj Primorja, Tosle Nutri Cosmetics in Primorja Leone. Fantje proti puncam. Sigurno je malo naboja, zaradi tega, ker igramo proti istoimenskemu klubu v bistvu. Tle se srečujemo skozi cel teden na treningih s fanti in sigurno je prisotno malo več tega tekmovalnega naboja. Nekateri so tudi sošolci med sabo in punce omenjajo tudi med tednom, da se malo zbadajo v razredu oziroma v sami šoli. In tako da ja, je sigurno neka posebna, kako bi se izrazil, neka posebna tekma, no, ki jo vsi cel teden bolj nestrpno pričakujejo kot verjetno kakšne druge tekme. V omenjeni novogoriški ligi U11 starejših Cicibanov je 12 ekip, ale Primorje Tosle Nutri Cosmetics nastopa s popolnoma dekliško zasedbo. Ja, igra se v sistemu 6+1, se pravi golman in 6 igralcev, 2x30 minut. Se igra na igrišču, ki je po širini, pač na polovico igrišča na širino. Leteče menjave, tako da tudi sodimo si sami, v bistvu sodnikov ni. Tako da oba trenerja nekako gledata svojo polovico, če je kakšen out za 2 cm se pusti igro, da je čim manj prekinitev, da imajo igralce in igralci čim več stikov z žogo, da se ne prekinja. Med pravili tekmovanja pa izstopa eno, ki daje prednost igri in netekmovalnosti. Rezultati se ne beležijo, prav tako pač posledično tudi lestvica ne, zaradi tega, ker je vse bolj na osnovi igre. Ne težimo k temu, oziroma pač MNZ ne teži k temu, da se rezultati v teh mlajših kategorijah beležijo, ker pa so igralci in igralke se obremenjujejo že zelo zgodaj s tem in se mi zdi kar prav, da je tako, ker sploh zdaj v teh časih mislim, da so vsi oziroma večina klubov fokusira na rezultat, je tudi igra pol temu primerna, vsi direktno proti golu izkoriščajo, v bistvu igrajo dosti tudi na moč in izkoriščajo te elemente, v katerih so boljši, ne razvijajo pa same igre. Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi ta liga zelo okej in tudi to pravilo, da ni beleženja rezultatov. Hčere Burje so se dobro upirale fantovskim vrstnikom, ki so morda spretnejši z žogo in tudi fizično močnejši, zato se ženski ekipi Primorja v tej ligi dovoli nekaj več manevrskega prostora. Glede na to, da lahko igrajo tudi starejše punce, dopolnjujemo ekipo U11, ki so načeloma letnice 2014-2015, pridejo tudi starejše 2013 in kakšno tudi 2012 začetnico, ki je mogoče komaj začela, letos je precej teh punc prišlo. S septembrom mislim, da je njih 10 ali 12, samo 12-letnic, nekatere so se zdaj že toliko, kako bi rekel, so toliko napredovali, da igrajo že v dekliški ekipi DO13. Te, ki mogoče malo počasneje napredujejo, jih pa priključujemo tej U11 ekipi, DO11 ekipi. Prav tako pa, če nam kdaj manjka igralk, za nagrado damo kakšno mlajšo iz U9, U11, tako da je tako precej mešana nabor igralk po starosti, danes recimo so bile od 2012 do 2016. Ker so nekatera že starejša dekleta začela šele pred kratkim z nogometom, pričakovano še niso povsem osvojila osnovnih pravil postavitve. Zanje je tekmovanje neke vrsta razvojna liga, za preostale pa dobra šola, kajti že na naslednji stopnji se bodo z medobčinske ravni povzpele na državno, kjer je tempo za prestavo ali 2 hitrejši.
Ja, nek svoj sistem igre imamo, nek model igre probamo razvijati že od mlajših selekcij. V našem klubu probamo, da se čim več igra. Ne maramo nekega nabijanja, dolgih žog. Je pa to zelo dosti odvisno tudi proti kateri ekipi igraš. Če igraš proti boljši ekipi, kar je v tej fantovski ligi se nam v 90% dogaja, da je težko odigrati od zadnji od golmana. Zdaj vsi težijo k temu build-upu, se pravi od golmana naprej. Ampak če te ekipa prime visok pressing, je težko. Tudi če boš ti perfektno izvedel ta build-up, ne boš prišel skozi, ker so pač fantje hitrejši, močnejši. In pol včasih jaz tudi dam svobodo puncem, da se same odločajo. Ne? Tudi ne težim k temu, da jih jaz ves čas usmerjam, ker se mi zdi, da jim s tem zatiram njihov razvoj. Najrajši vidim, da ko dam jaz neko navodilo, da punca izvede to z neko svojo idejo in da naredi na boljši način, kot sem si jaz zamislil. To mi je nekaj najlepša, da me še tako nadgradi neko mojo idejo, ki jaz vidim s strani, recimo. V Ajdovščini so lani proslavljali prvi naslov prvakov, ko je na vrh Slovenije stopila njihova ekipa U15. Članice so bile letos na robu uvrstitve med najboljše 4. Poleg tega so velik premik naprej storili tudi na grajenju mladinske piramide. Z letošnjim letom smo naredili res en ogromen korak, mogoče tudi 2 naprej, kar se tiče mlajših selekcij. Do zdaj smo imeli v bistvu prva taka tekmovalna selekcija je bila od U13 naprej. Mlajših punc je bilo zelo malo, letos smo pa v bistvu začeli že z Playmakers, oziroma to smo že lani, tam hodijo punce predšolske, v bistvu še vrtčevske. Je en tak program, kjer skozi igro punce spoznavajo nogomet. Potem imamo U7 selekcijo, U9, U11, U13, U15, U17 in člansko ekipo. Tako da imamo v bistvu celotno piramido. V teh U9, U7 sicer nismo še številčni, tudi pri U11 se dosti dopolnjuje, ampak smo prišli iz 3-4 punc do 10. Tako da je kar številčno. Pri U13 je sploh visoka številka deklet, U15, U17 prav tako. In članska ekipa je tudi letos naredila en korak naprej. Kar se rezultatov tiče, sicer nam ni uspelo tistega cilja top 4 lige za prvaka doseči, malo nesreče, ampak verjamem, da bo v letu 2 sigurno tudi tam bomo prišli na ta nivo, ki si ga vsi želimo. No. Štiri kroge pred koncem prvenstva so kadetinje Radomelj Medex imele na domačem igrišču prvo zaključno žogico. S 3 točkami bi tretjič v zadnjih 4 letih postale državne prvakinje. Kar pošteno so se rumenosrčne namučile z mariborskim Taborom, ki so ga uspele zlomiti šele v zadnjih 20 minutah tekme. Prvi gol je dosegla Zoja Šrot, drugega Lana Tatarovac. Ja, ta zmaga in pa gol mi pomenita ful velik, pa tudi asistenca, ker pač vem, da sem s tem zelo pripomogla ekipi in pač smo v bistvu potrdila naslov državnih prvakinj. Tekma je bila kar težka, sploh dokler nismo dosegli prvega zadetka. Po prvem zadetku smo si pa sprostile in smo začele še bolj mirno igrati in da smo lahko prišli tudi do drugega zadetka in tako smo pa tekmo končali zmago. Potrditev naslova nam pomeni največ, vsaka posebej. Vesela smo, da smo prvakinje, kar si tudi zaslužimo, brez poraza smo in tako tudi bomo nadaljevali. Še 3 krogi so do konca kadetske lige. Naskok Radomelj Medex je prevelik, da bi ga lahko Primorje Toslano Trikosmetics ali Cerklje Ambrož Tim nadoknadila. Ekipi sta namreč prvi zasledovalki vodilnih rumenosrčnih. V ženski članski ligi je izstopala tekma Mure, Nona in Olimpije, ki ste si jo lahko ogledali v televizijskem prenosu. Pogledali si bomo tudi vrhunce srečanja Radomelj in Ljubljane. V ligi za razvrstitev je Primorje Toslano Trikosmetics igralo s Krimom, Novogradnje Maribor Tabor proti Cerkljam. Gažon Lelog se je srečal z Aluminijem.
Dobro statistiko ima Ljubljana proti Radomljam. Pred obračunom tega vikenda so na 13 predhodnih dvobojih 7-krat zmagale in 3-krat izgubile. V 33 minuti je prva strelka lige Mirjam Kastelec zanesljivo izvajala najstrožjo kazen. Slabih 10 minut kasneje pa smo videli bliskovit protinapad. Radomlje so izvajale kot Katja Turk je čakala na sredini, bila je hitrejša od svoje čuvajke, preigrala je še vratarko ter povišala na 2-0. Takoj v prvi minuti drugega polčasa smo videli izvrstno kombinacijo v napadu iz ozadja. Je na žogo pritekla Neža Trost, imela je čas, da je natančno ciljala. Dosegla je svoj 4. gol sezone. V eni minuti so se Radomlje približale le na gol zaostanka. Prvič se je mreža Ljubljane zatresla po strelu Kadije Badijo. Zadnja pa se je sicer žoge dotaknila dolgoletna kapetanka rumenih Katarina Gadnik. V naslednji akciji je podajo v sredino v gol pospravila Špiler. V 3. minuti sodnikovega podaljška je Ljubljana potrdila 3 točke in na 5 zaporednih tekem podaljšala serijo neporaženosti proti Radomljam. Enostavno nam pas ni stekel, nekako smo vse poizkušali z neko individualno kvaliteto reševati, kar pa danes proti taki ekipi, kot je Ljubljana, enostavno nemogoče. Tako da tukaj na tem segmentu bomo mogli še ogromno delati. Dobar dan in lepo pozdravljeni vsi ljubitelji ženske nogometne lige Triglav. Danes je čas za ženski večni derbi. To je seveda tudi derbi 20. kroga na mestnem stadionu Fazanerija v Murski Soboti. Se bosta pomerili najboljši slovenski ekipi, torej Muranona proti ljubljanski Olimpiji. Nogometašice, ki so premagale v prejšnjem krogu Radomlje 4-1 edino. Ena sprememba in to je prav v vratih. Teja Truntič je danes, poglejmo, prva priložnost in žoga je že na začetku 3. minute v mreži, strelka pa Špela Kolbel. Ja, prva nevarna akcija, lahko rečemo, in Mura že vodi z 1-0. Nemočna je bila v golu Olimpije Sara Nemet. Potisnile gostje na njihovo polovico, zdaj pa lep strel in še lepša obramba. Leja Dolinar je sprožila z levico, natančna že 27. In je tudi prva strelka Mure. Še ena obramba, zdaj le Sare Nemet. To je bila podaja iz kota. Seveda cilja na to drugo mesto. 4 točke razlike med obima ljubljanskima klubama. Zdaj napaka v obrambi Olimpije. Nova priložnost za Špelo Kolbel, ki pa tokrat ni bila natančna. Dobro posredovanje Špele Rožmarič v kazenskem prostoru in pa nova podaja v globino. Darja Kravec, lepa, potem tam lep predložek pred gol, kjer je bila ponovno trenutno najbolj nevarna. Mura v primeru današnjega remija bi seveda potem odločale medsebojne tekme. Zdaj pa Špela Kolbel v novi priložnosti in žoga je še drugič danes v mreži, še drugič natančna. Špela Kolbel, slovenska reprezentantka, je ugnala nekdanjo slovensko reprezentantko Saro Nemet. Drugič danes v 27. minuti. In takole, ko pride do prehoda v nasprotno polovico, tudi hitrejše. Zdaj Darja Kravec, tamle je iskala Noel Vilčnik na drugi vratnici. Žoga je še vedno v igrišču, tako da ni še konec nevarnosti in gol. Gol v 32. minuti, zdaj le po samostojni akciji na levi strani. Nemočna, znova Sara Nemet. Mislim pa, da je strelka Lucija Kos. Tako je, čestitajo
današnji kapetanki Mure in pa tudi slavljenki ob rojstnem dnevu. Zdaj le torej še gol za Lucijo Kos. Tudi v pokalu je Olimpija že izpadla. Nov strel, Špele Kolbal. Brez konkurence, še naprej torej nogometašice iz Murske Sobote. Zdaj le se je lepo na levi strani odkrila. Tamle igralka številko 17, če sem dobro videl, in žoga je v mreži, ali pa je bila to ponovno Špela Kolbal. Številko 7. Živa Rakovec je dosegla gol. Tako je, številka 17, dobro sem videl. Njen 8. gol na tekmi v 40 minuti, pa torej že 4-0. Oziroma tretja strelka za 4. gol je bila Živa Rakovec v 40 minuti. No, na začetku drugega polčasa pa prva prava priložnost in tudi mislim, da celo prvi strel Olimpije v okvir gola. Ali zdaj, tamle povsem sama na desni strani ena od nogometašic Mure. Zdaj so jo videle soigralke. Priložnost za predložek in Eurogol, lahko rečem, Jane Malahove. Kakšen gol zdaj le v 75 minuti. Mojstrovina Ukrajinke Jane Malahove. S peto je premagala Saro Nemet in v mreži Olimpije je zdaj le počila petarda. Še enkrat več nemočna na današnji tekmi Sara Nemet. Lepa podaja je bila to Lane Jakšič in potem takole mojstersko Jana Malahova. Res lepa akcija teh dveh rezervisk danes. Tukaj je zdaj Jana Malahova, Živa Rakovec seveda pa strel za Špelo Kolbal. Tamle je bila Živa Rakovec v sredini. Zdaj znova domača kapetanka, ko je Lucija Kos zapustila zelenico in ji predala kapetanski trak. Potem pa smo vseeno videli še nevaren strel z razdalje. Jana Malahova in takoj ob izteku 90. minute tudi konec tekme. Torej najbolj sveža novica iz Murske Sobote je, da je ženski nogometni klub Mura-Nona stari novi slovenski prvak. Ja, nič, ena super zmaga, mislim, da več kot zaslužena. Držali smo se navodil trenerja, šli smo v tekmo odločeni, da dobimo ta derbi in evo, rezultat je pokazal, kdo je bil danes boljši na igrišču. Zmaga čista kot solza, punce so pokazale pravi obraz, šle v tekmo, kot da še prvenstvo ni odločeno, pokazale so eno odlično predstavo, premagale renomiranega nasprotnika in zasluženo smo osvojili naslov prvaka. Arhivirana zmaga proti Olimpiji, arhivirana nova lovorika, naslov državnih prvakinj. Mura-Nona je izpolnila svoj drugi cilj sezone. Prvi je bil napredovanje čez prvi krog evropskih kvalifikacij, drugi potrditev naziva najboljše ekipe v Sloveniji. Ostaja jim še pokal. V finalu se bo v kratkem srečala z Ljubljano, a prvenstva Murašice ne bodo postavile na stranski tir. V igri je še vedno tako imenovana popolna sezona, same zmage brez remija ali poraza. Zdajšnja pomočnica selektorja Saše Kolmana, Nuša Ladinek, je sedela na klopi Prekmurk, ko smo v ženski ligi zadnjič videli popolno sezono. V ekipi serijskih prvakinj so igrale zdajšnje reprezentantke Zala Meršnik, Sara Agreš, Kaja Korošec, pa Sara Makovec in Tjaša Tibaut. Že v prvem krogu je žreb na pot takratnih Beltincev danes Muri-Nona postavil največjega konkurenta Olimpijo. V beltinškem športnem parku je v vodstvo gostiteljice popeljala takrat 20-letna Špela Kolbal. Olimpija pa je pripravila preobrat z goloma Barbare Kralj in Ane Milović.
Sedaj priložnost in izenačenje 1-1. Ana Milović, sedaj nekaj več prostora za Ano Milović, na levi strani je sama in gol 1-2. Ana Milović, Olimpija vodi proti napad, samostojna akcija Ane Milović. V zadnjih 15 minutah so bile domačinke nagrajene za vztrajnost. Izenačila je Špela Kolbal, junakinja tekme, ki se je igrala v času kosila, pa je bila Neli Hoffman. Možnosti do zadetka, šele priložnosti. Tole sedaj lepa podaja in gol, 3-2. 87. minuta proti napad Beltincev, ki znova vodijo. Tako se je začel zmagoslavni pohod ne le v prvenstvu, ampak tudi pokalu. Prekmurke Olimpiji niso pustile niti drobtinice. Njuna pot se je križala v polfinalu pokala. Prednost domačega terena so imele Ljubljančanke, vendar je bilo Kodeljevo prizorišče novega slavja vzhodnjakin. Bistveno bolj prepričljive so bile kot v prvem prvenstvenem krogu. S 3 goli so izločile Olimpijo, napredovale so v finale, kjer so spet proti nič odpravile še Krim. V drugem polčasu spremljamo dokaj enako nogometno sliko kot v prvem in zgolj še čudež lahko reši Olimpijo, sploh sedaj po tem tretjem zadetku. Krasna akcija gostujočih nogometašic, podaja Špele Kolbal, Luana Zajmi pa do prvega zadetka na temle obračunu. Prvenstvo je bilo odločeno že nekaj krogov pred koncem, pokal pa se je podelil v zadnjem krogu. In le enkrat lahko ugibate, kdo je bil nasprotnik. Drži, znova Olimpija. Murašice so se želele na najlepši način posloviti tako od sezone kot navijačev. Tekma se je odigrala v Bratoncih. Čeprav ni bilo več pravega tekmovalnega naboja, gostiteljice niso imele namena izgubljati točk. Za Lavindišar je zadela za Olimpijo, Špela Kolbal je izenačila 13 minut pred koncem. Še en zadetek so potrebovale Prekmurke za 100-odstotni zaključek sezone. Zgodilo se je, ko je tekla 91. minuta. Čeprav je Muranona vse od tistega maja 2019 nesporna kraljica nogometa v Sloveniji, ji kasneje ni uspelo več sezone končati brez izgubljene točke. Po 6 sezonah imajo znova priložnost, da dokažejo, da jim v Sloveniji trenutno nihče ne pride blizu. Prvenstvo se konec tedna nadaljuje z 21. krogom. Štajerski obračun bo v Kidričevem, Aluminij bo pričakal novogradnje Maribor Tabor. Olimpija doma igra z Radomljami Medex. V prestolnico bo pot vodila tudi Muronona. Na Iliriji se bo srečala z Ljubljano. Krim Kubat bo nastopil proti Gažonu Lelogu, Cerklje igrajo s Primorjem, Toslo Nutri Cosmetics. Se vidimo!